Spoštovani kolegice in kolegi, spet se srečamo na letnem posvetu izobraževanja odraslih, letos popolnoma drugačni obliki, torej virtualno. Vesela sem, da imamo to priložnost, da se vendarle srečamo na takle način in prepričana sem, da bomo drug od drugega izvedeli marsikaj, za doživetja bomo pa poskrbeli kdaj drugič, seveda osebno. Prispevek z naslovom Covid ergo sum je pravzaprav nastal iz potrebe premikov vseh mogočih nastajanj, vsebin, dokumentov na evropskih tleh, pa tudi širše. Globalni svet spreminja svojo podobo, obliko na vse mogoče načine in seveda te spremembe so zadele tudi vsako, bomo rekli, slovensko vas. Megatrendi so tisti, ki so naplavili še bolj izrazito svoje značilnosti v tem času od praktično februarja letošnjega leta pa do tega trenutka. In seveda vmes se je zgodilo mnogo sprememb, mnogo različnih pogledov se širi širom svetovne oble. In mogoče za začetek se dotaknimo samo pogleda na to, kaj se dogaja na evropskih tleh, povezano z dokumenti, s tistimi, ki nas pravzaprav najbolj zadevajo. Zgodilo se je in se dogaja v tem letu. Evropska komisija je zasedla svoja mesta v lanskem letu, torej imamo novo podobo evropske vlade in evropskega vodenja. Iztekajo se strateški dokumenti, večina njih ima rok izteka 31. decembra v letošnjem letu, to se pravi tisti, ki nas pravzaprav področje izobraževanja in področje izobraževanja odraslih še posebej zadevajo. To je strateški okvir izobraževanja in usposabljanja 2020, ki je bil pomemben pravzaprav do tega trenutka in še nekaj malega časa in zdaj bo dobil novo obliko in podobo. Hkrati se izteka tudi politika Evropske komisije na področju kohezije, torej obdobje 2014-2020 nastajajo novi dokumenti oziroma nastajajo novi mehanizmi. Vsem tem obstoječim dodajamo še kupico drugih, ki so posledica tega trenutka. Na nacionalni ravni se nam izteka nacionalni program izobraževanja odraslih, nastaja nov za naslednje obdobje, ki bo verjetno zaznamovan in to zelo tudi z vsemi mogočimi pogledi, ki nastajajo v zadnjih nekaj mesecih. In seveda to posledično pomeni nove strategije, nove poglede in verjetno da kar korenite spremembe v sami strukturi in tudi načrtih. Komisija je napisala nove dokumente in nekaj njih, ki se seveda dotikajo izobraževanja odraslih, vam bom tudi predstavila oziroma nekaj kratkih pogledov in nekaj kratkih orisov, kar v njih obstaja. Torej, prišel je Covid in zamajal je temelje sveta na vse mogoče načine. Makroekonomisti in sociologi v svetovnem merilu mu pripisujejo v resnici največji obseg megatrendovske energije, če tako rečem. Seveda med megatrendi, če jih takole pogledamo po definiciji, kaj pomenijo, kaj predstavljajo. So globalni, so trajni, so tako rekoč makroekonomske sile, ki vplivajo na poslovanje, vplivajo na gospodarstvo, družbo, kulturo, življenje ljudi in pa seveda njihovo delo, v vsakem primeru, in pa oblikujejo prihodnost sveta in seveda pospešujejo tako rekoč hitrost sprememb. Napovedi za leta 2030 pa tja do leta 2050 so v resnici precej drugačne, kot bi si mogoče želeli. Napovedujemo preobrat gospodarske moči, selitev sil moči gospodarstva iz zahoda na vzhod, podnebne spremembe in seveda pomanjkanje virov. Na prvem mestu med njimi je voda, številka 1, ki bo v resnici zaradi povečanja porabe hrane tisti vir, s katerim
bomo morali precej štediti v prihodnje. Tehnološki preboj je zapisal pomembne značilnosti. Kar 66% povezanega sveta v vsakem trenutku komunicira na tak ali drugačen način. Demografska in socialna slika sveta se spreminja. Napovedujejo, da bomo približno v letu 50 imeli populacijo 10 milijonov. Potem pa še en megatrend, ki je pravzaprav pomemben, nezanemarljiv, in to je hitra urbanizacija. Približno 750 svetovnih mest ustvarja kar 61% globalnega bruto družbenega produkta in seveda 66% prebivalstva živi v teh mestih. Evropska komisija je torej v lanskem letu zasedla v svoji novi podobi svoj položaj na čelu z Ursulo von der Leyen in njen mandat se izteče v letu 2024. Za nas sta pomembna dva komisarja. Marija Gabriel, komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, in pa komisar Nicolas Schmit za delovna mesta in socialne pravice. Še eden v vrsti in v beri podpredsednikov, predsednice Margariti Schinas za spodbujanje evropskega načina življenja. Komisija si je zastavila 6 prioritet v tem mandatu. Krovni in prvi je Evropski zeleni dogovor. Tudi dokument, ki podpira vse ostalo in seveda črta vsebine vsem nadaljnjim dokumentom, ki nastajajo. Druga prioriteta je povezana z digitalno dobo. In sicer Evropa, ki naj bi bila nanjo pripravljena, v vsej svoji obliki, tako z infrastrukturo, kot seveda znanjem. Gospodarstvo za ljudi, kot še tretja prioriteta, je tista, ki naj bi podpirala nova delovna mesta, podporo mladim, vsem zaposlenim in pa seveda podporo delovnih mest, ki bodo prijazna ljudem. Naslednja prioriteta, spodbujanje evropskega načina življenja, podpira seveda vse tisto, kar je povezano s komunikacijo, odnosi in seveda sprejemanjem drug drugega. Naslednja prioriteta je povezana s spodbudami za evropsko demokracijo, torej za pravice evropskih državljanov, preprečevanje sovražnega govora med prebivalci Evrope. Močnejša Evropa v svetu, kot ena od 6 prioritet, podpira mednarodno sodelovanje, pomoč in multilateralizem. Ena od značilnosti vseh prioritet in vseh prizadevanj v vseh dokumentih in seveda načinov razmišljanj obstoječe Evropske komisije je seveda podpora močni socialni Evropi, ki bo opravila tako imenovan pravičen zeleni in digitalni prehod. In seveda zato povezava Evropskega zelenega dogovora z prioriteto gospodarstva, ki naj bi skrbelo za ljudi, za boljša delovna mesta, večjo ustvarjalnost in seveda boljše življenje. Vse to ob podpori Evropskega stebra socialnih pravic, ki ima 20 načel in tako imenovane 3 značilnosti. Enake možnosti in dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji in socialna zaščita ter vključenost. Evropski zeleni dogovor je tisti, ki naj bi poskrbel, da bo Evropa prva podnebno nevtralna celina. Tem naj bi gospodarstvo Evrope poskrbelo za tako imenovano krožno gospodarstvo in seveda trajnostno prihodnost. Temeljni cilj, ki je povezan s tem, je, da Evropa do leta 2050 zniža na 0 emisije toplogrednih plinov. Ob zelenem dogovoru komisija pripravila tudi akcijski načrt, ki je povezan tako s skrbjo za naravo in krožnim gospodarstvom in vsemi načrti ter strukturo, ki so povezane s tem. Med prioritetnimi področji, tako kot smo rekli, pomembna
za zeleni in digitalni prehod, poleg zelenega dogovora še Evropa pripravljena na digitalno dobo, kjer je seveda digitalna strategija Evrope, da bi omogočili uvedbo nove generacije tehnologij. Tu poudarjamo predvsem digitalni sveženj Evrope, in sicer za oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope, tehnologija, ki naj bi bila namenjena ljudem, poštenemu in pa seveda konkurenčnemu gospodarstvu, naj bi bila dovolj odprta in spodbujala demokratične procese in pa seveda trajnostno družbo. Evropska strategija znotraj tega svežnja naj bi poudarjala evropski podatkovni prostor in prispevala k zmanjševanju ogljičnega odtisa, torej spodbujanje in krepitev spretnosti na področju podatkovne pismenosti in pa kritičnega razmišljanja. V tem paketu digitalnega svežnja sledimo še beli knjigi o umetni inteligenci. Gre za znanstveni preboj Evrope na ravni spodbujanja in oblikovanja tako imenovanega ekosistema odličnosti umetne inteligence in pa ekosistema zaupanja. Zdaj pa, če se kar usmerimo k dokumentov, ki so povezani z izobraževanjem oziroma z našim področjem, tudi izobraževanjem odraslih. Ne povem, da v tej zasedbi komisije, za razliko mogoče od prejšnje, še večji poudarek na tem, da je učenje vseživljenjski proces, da smo v tem procesu vsi, ne samo otroci in mladina, ampak tudi odrasli. Torej, vse tisto, kar smo mogoče s področja izobraževanja odraslih v Evropi v preteklosti mogoče včasih pogrešali, se nam v resnici zdaj dogaja. Izobraževanje odraslih dobiva novo sliko, novo podobo in na nek način mnogo večji poudarek, ali bomo pa rekli enakovredno obravnavo. Prvi od teh dokumentov v vrsti, ki je bil objavljen v letošnjem letu, je tako imenovani program znanj in spretnosti, poznate ga pod imenom Skills Agenda. Prvi je bil zapisan v letu 2016, potem nekoliko prenovljen v letu 2018, zdaj pa seveda posodobljen in objavljen 30. junija. Naslednji dokument, ki je povezan tako z zelenim kot digitalnim prehodom, je seveda akcijski načrt za digitalno izobraževanje, tudi objavljen v juliju za obdobje 2021-2027. Objavljen zadnji v paketu pa je seveda Evropski izobraževalni prostor, ki je nasledil ali naj bi nasledil strateški dokument oziroma strategijo izobraževanja in usposabljanja 2020. Evropska komisija je načrtovala precejšnjo spremembo, vendarle s previdnostjo stopa naprej in zato rok trajanja tega dokumenta do leta 2025 zaenkrat. Torej, vsi ti trije dokumenti so najbolj povezani z izobraževanjem oziroma sektorjem izobraževanja. Naj pa povem to, da je vseh 6 prioritetnih področij Evropske komisije na nek način med seboj tesno povezano. Mogoče se bolj kot kdajkoli prej vidi ta tesna povezanost med celotno strateško zasnovo, ki je zapisana v zelenem dogovoru, in seveda ostalimi prioritetami in potem dokumenti in usmeritvami in priporočili svetov, ki nastajajo znotraj posameznih politik oziroma povezava med njimi. Pri Evropskem programu znanj in spretnosti, v prevodu jo poznamo kot Skills Agenda, zdaj sledimo 4 gradnikom, ključnim gradnikom in 19 aktivnostim, ki jih je Evropska komisija postavila za področje krepitve znanj in spretnosti. In sicer prvi gradnik je tako imenovano združevanje moči. In sicer znotraj tega najpomembnejši pakt za spretnosti, kjer naj bi krepili središče za mreženje,
središče za znanja in središče za tako imenovano svetovanje in vire, vse mogoče, finančne, vsebinske pa druge. Drugi gradnik se posveča usposabljanju za delo. Kar precej aktivnosti smo si zadali na tem področju. Znotraj tega dokumenta gre za krepitev tako imenovane inteligence spretnosti. Potem strategije spretnosti, ki naj bi nastajale znotraj držav članic in seveda vseh aktivnosti zavodov za zaposlovanje. Eden od dokumentov, ki naj bi nastal znotraj in v povezavi s tem dokumentom, je predlog priporočil Sveta o poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki naj bi začrtal nove smernice tega področja. Še ena aktivnost, ki je povezana z visokošolskim izobraževanjem, je krepitev univerz, Evropske univerze, tako imenovane, in seveda povezovanje in mobilnost študentov na evropskem prostoru, znotraj njega, in tako imenovana Evropska študentska kartica. Gre tudi za aktivnost, kjer naj bi krepili spretnosti v podporo dvojnemu prehodu, torej zelenemu in digitalnemu. Dvignili tako imenovane kompetence znanosti, tehnologije in naravoslovja, diplomantov na tem področju. Gre tudi za krepitev spretnosti podjetnosti, prejšnjih kompetenc in tudi življenjskih spretnosti. To so aktivnosti znotraj usposabljanja za delo, povezane za delo. Vse aktivnosti, ki naj bi krepile tako kompetence, spretnosti in spodbujale druge aktivnosti za izboljšanje tega področja. Tretji gradnik se posveča vseživljenjskemu učenju. Znotraj tega seveda namera, da zmoremo podpreti mnogo več odraslih kot doslej, da bi se vključevali v različne oblike učenja, usposabljanja, izobraževanja, nadgradnje svojih znanj in spretnosti. In sicer znotraj tega konkreten načrt, individualni učni računi, ki naj bi jih spodbujale vlade in seveda politike tega področja v državah članicah, da bi odrasli pridobili svoje najboljše spretnosti tako za delo kot za življenje. Še ena aktivnost, ki je pomembna znotraj tega, je tako imenovan evropski pristop k mikroakreditacijam. Torej najmanjši možen paketek znanj in spretnosti, ki jih je še mogoče opredeliti s certifikatom, naj bi pripomogli k temu, da bi odrasli lažje in bolj fleksibilno prehajali na trgu dela in skrbeli pravzaprav za svoje poklicne in druge spretnosti. Še ena aktivnost znotraj tega gradnika je nova Europass platforma, ki zajema več in mnogo več, kot je zajemal stari s profesionalnim življenjepisom. Več o tem za vse tiste, ki ste radovedni, pa kar na straneh Evropske komisije. Četrti gradnik naj bi podpiral odpiranje inovacij, kar pomeni sproščanje različnih naložb, ne samo javnih, ne samo evropskih, ampak tudi zasebnih. Torej gre za vlaganje v znanje in spretnosti z vseh mogočih virov, povezovanje različnih akterjev, torej javnih in zasebnih sredstev. V programu znanj in spretnosti, ki je bil sicer v letošnjem letu posodobljen tako rekoč že drugič, nastal v letu 2016, nekoliko dopolnil v letu 2018 in posodobljen letos. Sledimo kar precejšnjemu svežnju sprememb, vključuje mnogo več vseživljenjskega učenja, mnogo več aktivnosti za cel paket in za celo obdobje človeškega učenja in izobraževanja, kar pomeni ne samo mladino, ampak vendarle preseže te okvirje formalnega izobraževanja in poseže tudi na neformalno. Poklicno izobraževanje do novih in zelenih delovnih mest naj bi ne bila le druga priložnost, ampak priložnost, da človek razvije svoje talente do skrajnih možnosti. Potrebna je seveda promocija za zaposlene
vseh starosti na tej ravni, če želimo, da bomo okrepili to polje vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Gre za izziv k inovacijam in novim rešitvam, kot je podčrtal zadnji nastop Nicholas Schmid, novi komisar za delovna mesta in socialne zadeve v Evropi. Če pogledamo takole na hitro, najbrž nas čaka precej dela na tem področju. Ambicije so precej visoke. Evropski program znanj in spretnosti se povezuje tudi z evropskim izobraževalnim prostorom in je z njim tesno povezan. Evropski izobraževalni prostor je načrt komisije do leta 2025 s ciljem, da je izobrazba v resnici bistvena za vse Evropejce in za vitalnost evropske družbe in njenega gospodarstva. Poudarja 6 tako imenovanih dimenzij, kamor uvrščamo kakovost izobraževanja in usposabljanja. Vključevanje in enakost spolov. Vse, kar je povezano z digitalnim in zelenim prehodom. Vse, kar je povezano z krepitvijo spretnosti učiteljev in mentorjev vseh vrst, tako v formalnem izobraževanju kot v neformalnih oblikah. Naslednja dimenzija je povezana z visokošolskim izobraževanjem, spet z inovacijami, preboji, vsem mogočim, kar lahko razvijemo in pospešimo na ravni visokošolskega izobraževanja. 6. dimenzija je povezana z geopolitično razsežnostjo. Delovanje in vpliv Evrope ne posega samo na evropski prostor, ampak tudi širše. Evropski izobraževalni prostor je tako povezan ne samo z znanjem in programom znanja in spretnosti, ampak tudi s celotno prenovljeno politiko poklicnega izobraževanja in usposabljanja in posega tudi na evropski izobraževalni prostor. Povezan pa je seveda še z drugimi dokumenti. Z evropskim izobraževalnim prostorom komisija opredeljuje na področju znanj in spretnosti svežnje ukrepov, kot so ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, digitalne spretnosti in pa skupne vrednote in vključevanje v izobraževanje. Kaj pravzaprav tukaj želimo? Vizija Evropa je, da bi študijska in učna obdobja učenci, dijaki in pa seveda tudi študentje lahko preživeli kjerkoli, torej izven meja svoje lastne države. Potem, da se kvalifikacije pridobljene v izobraževanju tudi na visokošolski ravni priznavajo po vsej Evropi, da je stanje 2 jezikov tisto, kar je pravilo za evropske državljane poleg materinega jezika, da se vsem zagotovi enako možnost dostopa do visokošolskega izobraževanja in da bi ljudje zgradili en močan občutek evropske identitete, spoštovanja evropske kulture, kulturne dediščine in pa seveda s tem pripomogli k raznolikosti Evrope. 3 okviri kompetenc, ki so za nas, za ta začetek pomembni in so tudi opredeljeni v tem dokumentu, so tako imenovani DigiComp, EntreComp in pa LifeComp. Ta prvi je povezan z digitalnimi spretnostmi, drugi je povezan s spretnostmi razvijanja podjetnosti, znotraj seveda tega ustvarjalnost, inovativnost, timsko delo in vse, kar posega v to območje, in pa življenjske spretnosti, to so pa tiste, ki jih na področju izobraževanja odraslih verjetno da, vsaj v domeni javnega, zelo spodbujamo, krepimo in bodo povezane z sfero dela še kako v prihodnje. Naslednji dokument, ki sem ga obljubila, da ga nekoliko konkretneje predstavim, je seveda akcijski načrt za digitalno izobraževanje, spet povezan z digitalnim in zelenim prehodom. In sicer ta je zapisan za obdobje 2021-2027. Vemo, da je COVID kriza spremenila pogled na izobraževanje in usposabljanje in seveda mogoče začrtala nove priložnosti za učenje. Vsekakor pa si želimo, da bi bilo to visoko kakovostno, vključujoče, dostopno in pa, kot smo rekli, digitalno. 2 strateški prioriteti, ki sta znotraj tega načrta pomembni,
sta. Prva je namenjena razvoju visokokakovostnega in zmogljivega ekosistema digitalnega izobraževanja. Pomeni tehnično povezanost, različne investicije v opremo, različne učne lekcije, ki jih bomo uporabili iz covid krize, in pa seveda smernice za umetno inteligenco, ki bodo znotraj tega opredeljene. Ta druga strateška prioriteta je namenjena krepitvi digitalnih spretnosti, torej konkurenčnosti za digitalni prehod. Cilj je 70% starih med 16 in 74 let, naj bi osvojilo do leta 2025 temeljne digitalne kompetence. Znotraj teh naj bi razvijali tudi tako imenovano strokovno raven, ki pa je seveda pomembna potem za različne oblike mentorstev, smernice za učitelje, ki bodo znotraj tega začrtane. Akcijski načrt za digitalno izobraževanje za leta 2021-2027 je nastal tudi na osnovi javne konzultacije v času covid krize. Kar 60% anketirancev je odgovorilo, da ni uporabljalo kakršnekoli možnosti učenja na daljavo ali prek spleta pred covid krizo. Ker 95% jih meni, da kriza covid kaže na to, da se uporaba v izobraževanje in usposabljanje ne povrne. Anketiranci so spletne učne vire ocenili v času covid krize in času uporabe, da jim primanjkuje interaktivnosti in pa seveda enostavnejše uporabe. Torej preveč so na nek način komplicirani in kar nekaj načinov izboljšav bo potrebno na tej ravni. Ker 60% tistih, ki so med krizo uporabljali digitalne naprave za učenje, so izboljšali svoje spretnosti in 50% takih si želi, da bi v tem duhu nadaljevali. Akcijski načrt te vrste je poziv k tesnejšemu sodelovanju med različnimi akterji in seveda črta orise strateškega dolgoročnega pristopa k digitalnemu izobraževanju in usposabljanju. Tesnejše sodelovanje med državami, članicami, z deležniki na različnih ravneh, torej na evropski, nacionalnih, regionalnih ravneh, pa tja do lokalne ravni in sodelovanje med njimi. Torej, za sistem izobraževanja in usposabljanja, ki ustreza digitalni dobi. Torej, še enkrat za zeleno in digitalno preobrazbo. Torej, evropski način razmišljanja je na podatkih temelječa politika, ki jo usmerjamo, zdaj bodisi ali je to izobraževalna ali pa katerakoli druga. In evropski semester je eden od tistih dokumentov, ki nam kaže tudi premike ali pa povezave s področjem izobraževanja in usposabljanja. In zato na ta način zelo pomemben tudi kot sporočilo Sloveniji. Gre za letni cikel usklajevanja ekonomskega upravljanja. V jeseni dobimo običajno od države sveženj priporočil. Komisija pa pravzaprav določa splošne ekonomske prioritete za Evropo, pa seveda tudi smernice za države članice in pa vse to, kar je z njim povezano in s kazalniki. Ampak če pogledamo global, Slovenija se po teh kazalnikih in rezultatih drži precej dobro. Torej imamo razlog za optimizem in imamo razlog za to, da smo lahko s seboj zadovoljni. Vendarle, slovenska posebnost je, da smo precej kritični do sebe. Včasih je dobro, da pogledamo tudi kakšne primerjalne podatke. Še ena popotnica za optimizem, kljub temu, da bomo stremeli kakovosti, izboljšavam in vsem mogočim inovacijam in napredkom, pa vseeno mogoče še iz Evropskega poročila za Slovenijo, kar iz letošnjega leta je. Namreč komisija sporoča o državah članicah na osnovi evropskega semestra, torej Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu Evrope, Evropski centralni banki in pa Evrogrupi. In sicer gre za ocene napredka, strukturnih reform, preprečevanja in upravljanja makroekonomskih neravnovesij in pa o rezultatih poglobljenih pogledov. In če pogledamo takole
sicer tole precej komplicirano sliko, pa vendarle ni. Spodaj, v spodnjem delu je skala barv, ki nas opisujejo po posameznih segmentih. In če pogledamo samo na hitro, ne bom se spuščala v podrobnosti, poglejte si zelene barve in poglejte si modre barve in pa belo. Torej rdeče sploh nimamo, to se pravi, ni nikjer na nobenem področju znaka za alarm. Samo eno barvo imamo rumeno, kar pomeni, da bo Evropska komisija podrobneje in mogoče z nekoliko strožjim nadzorom gledala to področje. Vse drugo je v območju povprečja, kar predstavlja belo barvo, in v območju dobrega doseganja rezultatov, kar predstavlja zeleno barvo. Podrobnosti si boste mogoče ogledali na spletni strani Evropske komisije, ki je priložena tudi v tem dokumentu. V tem tednu pa je za nami precej pomemben teden za evropsko izobraževanje in usposabljanje, in sicer to je teden evropskih poklicnih spretnosti. Že 7. po vrsti se je vrtel, tokrat je bil virtualen, dosegel je več kot 100 držav, tudi po svetu, torej širše od evropske družine, in zato dobiva na nek način globalno esenco. Potekajo v času predsedovanja Nemčije, zato smo sledili kar precejšnjemu delu nemške prakse, ki pa močno zaznamuje prostor poklicnega izobraževanja z vsemi izkušnjami, raziskovalnimi podatki, načrtovanji poklicnega izobraževanja in svojim dualnim sistemom. Hkrati so partnerji v tej evropski družini sprejeli pakt za spretnosti, tako imenovani, ki naj bi združeval vse mogoče akterje, vse mogoče deležnike, vlade, izvajalce, gospodarstvo, izvajalce izobraževanja in spretnosti, lokalne skupnosti. Ti naj bi se povezovali v evropsko družino in v resnici prenavljali v celoti poklicne spretnosti, tako za mladino kot odrasle. Sledili bomo najbrž novim modelom novih spretnosti, novih zaposlitev in pa prenovljenemu poklicnemu izobraževanju. Gre za ključne premike v času zelenega in digitalnega prehoda, v času prenove, obnove in pa seveda izgradnje odpornosti. Tokrat je priložnost za nove inovacije, priložnost za nove rešitve, izkoristimo jih, tako kot je rekel eden od predavateljev tednu poklicnih spretnosti, ki predseduje velikemu podjetju z 18.000 zaposlenimi. Pomembno je, da imate vizijo, kakršnokoli že. Mogoče ne boste dosegli svoje zvezde, vendarle bo pot tista, ki vas bo vodila do zvezd. Še nekaj je zaznamovalo teden evropskih poklicnih spretnosti. Podeljevanje nagrad odličnosti. Tokrat in prvič je na tednu kandidirala tudi ena od slovenskih izobraževalnih inštitucij, in to je bil BIC Ljubljana. Dobili so nagrado odličnosti za inovativnost. Naj bo to popotnica in motivacija za nadaljnje delo vseh, ki delamo na tem področju, pa hvala za pozornost.